Učenci osnovne šole Dolenjske Toplice pregledujejo šolske gredice in jih pokrivajo z listjem. Ko so nizke temperature, ne zmrznejo rastline in zato, da naredimo naravno gnojilo. Pri opravilih so opazili, da je na vrtu marsikaj drugače, kot je bilo v lanski hladnejši zimi. Bile so že popki, vidite. Pa tukaj je že en pršel ven en listek. Sploh ni zime, je pa pomlad, svetopar je na glavo. Ker so se rastline razvadile in navadile na višje temperature, bi bil zanje hud šok, če bi nenadoma nastopil mraz. Pretopla zima torej ogroža letino. Z rebezom ne bo nič, ne bomo ga mogli. Pri temperaturi je ogrožena tudi ledena trgatev. Pretoplo vreme meša štrene tudi žuželkam, ki bi v tem času morale počivati. Zdaj vidimo več žuželk, ker je bolj topla zima, kot so bile druge. Čebelari so prav tako zaskrbljeni, saj preveč toplote ob nepravem času zmoti ustaljeni bioritem čebel. Zelo smo presenečeni, koliko čebel je odzunaj. Medtem ko so zimske temperature pri nas rekordno visoke, so na drugem koncu sveta v Združenih državah rekordno nizke. Med tem dvojim obstaja povezava. Obe območji ležita v zmernem podnebnem pasu med subtropskim puščavskim območjem na eni strani in polarnim območjem na drugi. Temperaturna razlika med njima ustvarja zahodne vetrove, ki obkrožajo polarni vrtinec. Ti včasih spremenijo smer in hitrost, kar čutimo v vremenski zmedi v Združenih državah in Srednji Evropi. Tako je zahodni tok prinesel v Združene države polarni zrak, nad Evropo pa vetrovi jugozahodnih smeri prinašajo nadpovprečno topel zrak. Vremenoslovci napovedujejo, da nas prava zima do konca naslednjega tedna še ne bo obiskala. Zato uživajte v toplejših temperaturah.